smo že tukaj v prvi rubriki Resnica ali izziv in z mano je Denis, ki ga poznamo iz skupine Game Over. Ja, pozdravljen. Živijo, Denis. Kako si kaj? Super, odlično na to jutranje. Se pravi, zjutraj še ne dela tvoj falzet, vokalček. Falzet dela, vokal ne dela, to je problem. Denis, imaš vsakaj časa trenirati za ta veliki dogodek, ki bo 25. januarja. Lahko izdam, da sem na miksu že celo muziko za cel koncert. Že drug dan, ko smo dejansko šli, sem klical mojega kolega Roka, tako da se mu zahvaljujem. Dej mi ene take rockerske kitare poznal na začetku. Kako bi recimo zapel Ljubezen igra je za dva, malo bolj rockersko? Ljubezen igra je za dva. Sam problem je, ker spojem sam back vokale ženske, to vedno. Ja, no, ampak meni je to že kar dobro zvenelo in tako da zdaj me pa res zanima, kako bo izvenel vaš koncert. Torej, resnica ali izziv? Zdaj smo kar precej resnic povedala, ne? Ampak kdo ti gre najbolj na živce iz tvoje skupine? Oziroma, ali pa iz Popstars celotne grupe. Kdo ti gre najbolj na živce? Mi smo noben. Res ne noben. Ja, vsekakor lahko izbereš izziv. Izziv, ja, lahko. Ja. Okay. Izziv pa je, da zapoješ eno pesmico, ki jo drugače moj Tamali zelo lepo zapoje, Zajček dolgoušček. Ali jo poznaš? Zajček dolgoušček. Zajček dolgoušček ima krznik. Zušček, hitre tačke. Veš kaj, delam na otroku, tako da še. Evo, resnica. Ja, v tem primeru se boš mogel to naučiti. Se bom mogel naučiti, že da ne bojo pel Don't Cry. Okay. Ljubezen igra je za dva. Ko eden je preveč, se vse konča. Yeah! Power dancer, ka špela, živijo. Živijo, lep pozdrav. Ja, jaz sem tako vesela, da si tukaj, zaradi tega, ker se uživo spomnim, kako smo plesali kot nori na Ti si bomba. Ja, točno. Ja. To je v bistvu bil res skoraj naš največji hit, zraven Ujemi mene. Ja. In zelo, zelo rade se same spominjamo. In tudi naši otroci, ko smo jim kasneje, ko so malo odrasli, predvajali naše hite, niso mogli, kaj mami, to ti poješ. Kako lepo. Ja, tako da res. Kako otroci vidijo to, recimo? Zdaj, skupaj imamo ogromno otrok, smo ravno prej se pogovarjali, Mateja jih ima 5, Sergeja 1, jaz imam 2, Cvetana 3, Natka 2. In otroci, ponosni so, no. Ja, verjetno so vsi otroci polni energije, ne? Ja, seveda. Ja, super. Kako pa izgleda ta prvi trening, ko ste prišli po tolikih letih in ste rekli, ajde, da vidimo, če še znamo to koreografijo. V bistvu zelo, zelo zanimivo. Na začetku se gledamo v ogledalo, začne glasba, probavamo in pol kar naenkrat steče. Zato, ker mišice si res vse zapomnijo. Tudi če ti 20-30 let vmes ne ponavljaš, enostavno veš, imaš v sebi. Da. Mislim, da bo ta koncert prava bomba. Ja, bo bomba. Zdaj bo pa eno tako vprašanje, ki bo kaj ne rečem, hudo začinjeno. Okay, in komot se namesto odgovora odločiš za izziv. Ne vem pa, kaj bo izziv. Ne. Okay. Kdo ti gre najbolj na živce iz tvoje skupine? Ali pa iz Popstars? Ok, izziv. A res? Okay. Ja, potem pa te čaka tale čudovita jed, ki jo je pripravila naša Teja. Ok, ja? Kaj pa imamo to? Ne bom povedala, ne povem, da je to... Humarca je od spodaj, to vidim. Dajmo reči, to Ana Roš našega radia. Banana. Zelo dobro. Humarca, banano, sladko, kislo, zelo priporočam. To je najboljši izziv ever, ker obožujem sladko kislo. Špela, super. Dobro, kar poje do konca, vse nam bo pojedla. Tu še nekaj ostane za naslednjega. Ja, odlično, tvoj izziv je šel pa res dober. Zdravo, lepo zdrav. Sebastian, ves nasmejan, kot vedno. Zaščitni znak, to pa da plešem na odru, to dvoje ponovadi pri meni neizbežno. Pa še nekaj sem opozila, da se pač ne staraš, a bi zaupal, v čem je tvoja skrivnost. Dobri geni, pa predvsem dosti se družim z mladimi, pa moje plesne šoli, kar stika veliko z mlajšo generacijo in me ohranjajo mladega po izgledu in po duši. No, in od tukaj tudi mogoče, zakaj ta reunion,
ker nekje si omenil, da v tvoji plesni šoli velikokrat te povprašajo za koreografijo, če se lahko naučijo iz svojega videospota in da očitno mladi, tudi nove generacije spremljajo tvoje stare uspehe. Ne vem, sploh Bebop Game Mor Sebastian smo takrat res zaznamovali tistih nekaj let slovenske glasbe. Ja. In to je bilo res isto masovno zasledovanje na koncertih, doma in tako naprej. In seveda, kot taka masa ljudi, seveda se nek procent ljudi najde, ki pa so na drugi strani, jasno. Ne? Jaz vem, da sem bil na neki točki v slovenskih novicah, če se ne motim, na prvem mestu najbolj priljubljenih estradnikov in na prvem mestu najbolj osovraženih estradnikov. Ne? Zanimivo, ne? Teda pač seveda so vedno ta trenja, ampak bolj zanimivo je to, da danes, torej 20, 22, 24 let kasneje, sploh po prvem Popstars United, ko smo imeli pred 2 letoma, so na parkirišču po noči, ob 3, ko smo končali, pa šli vsi v svoje avte, prišli do nas ena ekipa fantov, kaki cari, kak je bilo the best, veš, takrat nikoli ne bi priznali, da poslušajo to glasbo, zdaj so pa prišli na koncert in dejansko uživali, ne, in to je to. Ti si bil vedno tako zelo tudi posloven, ne, si imel žilico, poslovno žilico, menedžersko, vse zato si tudi odprl uspešno šolo, pa tako naprej. Tako. In glede na to, bom tudi pač zdaj predstavila to vprašanje, ki je v bistvu tako pereče, da se lahko odločiš raje za izziv. In sicer glede na tvojo menedžersko žilico, koga bi ti ven vrgel iz ekipe Popstars? Grdo vprašanje. Ven vrgel. Resnica ali izziv? Izziv. Izziv rajš. Mislim, bi znal odgovoriti, ampak kar izziv. Preberi, prosim, zadnji SMS, ki si ga dobil. Oh my god, prosim, Bog, če obstajaš. Zadnji SMS, ki sem ga dobil. No, to je pa od moje nekdanje, lahko pogledaš, da je zadnji SMS, da ne boš rekel, da karkoli lažem. Jurka je bila moja nekdanja PR-ovka in sva si pisala, če danes slučajno v Ljubljani, da se vidiva, in je napisala, da ne, ker je bila včeraj na koncertu Nina Ošlaka. In jaz, ok, je bilo fajn, in ona napiše, on je bil zelo zadovoljen. Alenka, iz Bebop, živijo. Živijo, a me mora biti strah. Ja, zelo. Ne, seveda ne, to ni nič tazga. Tebe smo prišparali za na konec, kot sladico. Vidim, ja. Nekaj tukaj čaka, ampak še nismo povedali, kaj. Ampak to je za izziv. Alenka, kaj se kaj dogaja v zadnjem času, kako izgledajo tvoji delovniki, zdaj kakšen delovnik imaš? Zdaj je kar pestro, no? Zdaj bom rekla tako, mičken je bilo nekega ustvarjalnega premora. Nedolgo nazaj sem izdala tudi recimo svoj prvi solo single, sem ultra ponosna. Drugač pa itak, vse so tukaj projekti še z eno zasedbo Sopranos, Popstars sem hotela reči. Po drugi strani pa itak Bebopke, predvsem zadnje čase smo kar precej na vezi, zato ker že mi smo bili tako, davnega leta 2002 smo itak plesale, pa tiste na glavne mikrofone smo imele, danes pa, ko smo, ne vem, dobra 4 leta že nazaj, v bistvu 5 let že, moj bog, smo mogoče res malo opustile koreografije, tako da zdaj smo se kar tako malo s komovci začele punce, kaj pa če bi na Popstars eno mičken zamigali, da ne bomo samo nekih valovčkov delale po odru, tako da se bomo malo potrudile. Kako pa izgleda vaš trening po tolkem času, recimo, mislim, dejansko ste zdaj že bile itak aktivne, a ne? Tako je. Tako da zdaj, jaz verjamem, da powerke so bolj tiste, ki se zdaj ponovno spoznajo, kar se tega odra po tolikem času tiče. Veste pa, mi smo že tako noter. Se res me malo pošalimo, rečemo, vsak naš nastop je na nek način vaja za naslednji nastop. Drugo je, ko imamo, ne vem, imamo tudi kakšne akustične nastope, seveda, z kitaristi, tukaj seveda si vzamemo, ne vem, čas za vsaj za 1-2 vaje, da gremo res čez. Seveda so tudi nam izziv in veselje drugačni nastopi. Tako da zdaj bom tako rekla, tukaj vaje definitivno bojo, ampak res moramo najprej tale glasbeni del čist razpucati, bom rekla, pa se pa tudi nekam zapremo, še z nekom, tako da ne smem povedati. Zdaj, ti si taka, že od nekdaj si mi delovala zelo prijazna oseba, v bistvu vse v Bebop, in vem, da bo to zate zelo težko, a ne? Kako me je prestrašeno pogledala. Bil bolj izraz šoka. Ne, ampak dejansko vse vprašam to vprašanje. Lahko si izbereš, da ga pač ne poveš, da ne odgovoriš, in v tem primeru je zate izziv. In
verjetno so bili mešani občutki, ko so rekli, da bi naredili skupni reunion, ali ne? Ja. So bili mešani občutki? Ne. Okay. Koga pa bi ti, recimo, izbrisala ven iz te ekipe? Kdo ti gre na živce? Mislim, jaz bom čist iskrena, ne iz te ekipe. Aha. Ne iz te ekipe, ampak mi smo delali tudi Popstars 2. In če bi se pa delal Popstars 2, tam so pa bili zraven en ženski trio. Ja. No, tam pa si res... Ne, nekoga izmed njih si ne bi tam želela videti. Okay. Ampak iz te ekipe vsi smo cool, vsi smo kompatibilni. Mogoče, ne vem, itak se me bi popolka najbolj družimo. Sebata smo recimo vzela za svojega čist. Ja. Gremo tudi, ne moram reči enkrat na leto nekam skupaj. Lani vem, da smo šli v Toplice. Katera uspešnica, ki bo ta prva na repertoarju? Zdaj ko malo zapoješ melodije, pa bomo probali ugant? To bo te itak takoj. A res? Ok, bom pa mogoče takole naredila. Malo zavila.